pozdrav še enkrat, sem skupaj na dotičnem predavanju. Zadnji dogodek, ki ga Inštitut za novejšo zgodovino organizira v okviru projekta, ki se bo 30.6. zaključil. Namen projekta je bil prenos dobre prakse projektnih pisarn iz večjih inštitutov na Švedski, vzpostavljanje novih projektnih pisarn, da rezultati bodo manj znani in predstavljeni na zadnjem konzorcijskem srečanju, ki ga imamo. Tako da jaz bi samo to za začetek povedala. Gospod direktor bo predavanje izpeljal, da še inštitut deli dobro prakso. Pozdravljeni vsi skupaj, hvala, kakor ste tukaj prisotni in ko ste na Zoomu. Upam, da se slišite, če se ne slišite, boste javili tamle Robertu. In kakor je bilo že na začetku rečeno, če pridejo vprašanja, kar recite vmes. No, da pa se najprej mogoče predstavim. Andrej Pančur, tukaj nisem v vlogi direktorja, tukaj sem nekako v vlogi bivšega vodje infrastrukturnega programa na Inštitutu za novejšo zgodovino, ki smo imeli že prej kar dosti izkušenj z odprto znanostjo, zato tega mi je področje kar dobro poznano. Vse te aktivnosti smo potem izvajali tudi v sorodnem z NOO financiranjem projektu Spoznaj, v katerem sem jaz sodeloval tudi kot predavatelj pri izobraževanju podatkovnih svetovalcev, ampak samo tako malo disclaimerja, sem seveda specialist na področju humanistike in inštituti, ki smo v tem konzorciju, ste tudi iz drugih ved, tako da pri tem področju se kakšna zelo tehnična ali vsebinska vprašanja lahko med vedami tudi zelo razlikuje in ni nujno, da bom vedno vedel za vsako varianto kakšen odgovor ali podobno, ampak sigurno pa znam pa usmeriti v pravo smer. Predstavitev smo naredila skupaj s kolegico Ano Cvek, ki jo tamle v strani sedi. Praktično jaz sem dal idejo, Ana je dala osnutek, jaz sem potem pol osnutek dopolnil, tako da je praktično nekaj vrste skupno delo vse to, kar bo današnja predstavitev, in če jaz nekako bom vedel, ki se bo nanašalo, pa se bo tudi ona mogla oglasiti. Je pa ena glavnih poant tega današnjega srečanja mogoče to, da vi ste tukaj kot neke vrste predstavniki research managementa, ki ima svoje specifične naloge, specifične potrebe, specifične izkušnje, specifične tisto, kar je potrebno. V ta del te odprte znanosti pa dejansko tudi spada pod research management naloge, ki ne bi se izvajale. Vsaj po teh splošnih predpostavkah, kaj so vse dejavnosti, ki se jih v okviru research managementa izvaja. Če kdo ve kakšen dober prevod besede research management, to se mu bomo hvaležen, ker nisem še nobenega pametnega našel. Ampak dejstvo pa je, da je večinoma se pa to, kar je področje odprte znanosti, izvaja zelo nekako ločeno. Že pri samem projektu Spoznaj na primer je bilo ugotovljeno, da je veliko teh aktivnosti poteka preko različnih knjižnic, na primer, pa so knjižničarji tisti, ki so zelo vpeti, so tudi spletne knjižnice zelo vpete, centralna tehnična knjižnica vpeta v te procese. To je en moment. In na primer pri nas je Ana Cvek tudi tista, ki je se pač šolala za podatkovnega svetovalca, izobraževala za podatkovnega svetovalca in tudi izhaja iz informacijskih knjižničarskih tehnologij. Drugi element pri teh kje se lahko to dogaja, je, da so variante, ki
ki so zelo povezane skupaj z raziskovalnimi infrastrukturami, ki so nekje po različnih inštitucijah zelo različno razvite. V tem pomenu je seveda z tega stališča se na primer bila to moja izkušnja, moja osebna izkušnja, iz kje so se nabirala ta znanja pa izkušnje. Tretji element so pa predvsem raziskovalci sami, ker morate vedeti, da pri veliki večini ved so se že različne prakse odprte znanosti začele razvijati že dosti prej med raziskovalci, preden so sploh nekako postale kodificirane. In seveda je to zelo različno, odvisno med različnimi vedami, ampak vsi tri elementi so tisti, ki potem nekako pripeljejo do uspešnega upravljanja odprte znanosti tudi v okviru projekta. In nekako si predstavljam, da je vaša naloga ni tista, da bi mogli vedeti vse te odgovore, kaj bojo, ki so zelo specifični nekako. In hkrati pa je to relativno pomemben del samih projektnih prijav in tudi vodenja projektov, ampak predvsem nekoga se lahko obrnete in kdo je tisti, ki je pristojen za te zadeve v posameznih inštitucijah in da se naveže preko tega mogoče čim boljši stiki z temi ljudmi in čim boljša komunikacija z to. Tako da tudi mogoče lahko na ta način pride tako vprašanje. In vse to predavanje danes je usmerjeno v to smer, tako da se lažje vidi. Iz tega stališča je bila tudi ena od predpostavk, da vi imate ta research management sicer večinoma namenjen za spodbujanje evropskih projektnih prijav, ampak v zadnjem času se je začela odprta znanost tudi na nacionalnih ravni zelo uveljavljati. Po tistih pilotnih projektih za odprte znanosti iz prejšnjega mehanizma okvirnega programa za financiranje evropskih programov Evropa 2020, obzorje 2020, je potem postalo seveda zdaj to obzorje Evropa dosti bolj obvezno. Zelo sorodne zadeve se pa odvijajo tudi na slovenski nacionalni raziskovalni sceni in vedeti, kaj je tisto, ki povezuje in razločuje te dva pola, lahko mogoče kar dosti pomaga pri boljšem razumevanju vseh teh zadev in procesov, zato ker v resnici tisto, kar se bo dogajalo pri evropskih projektih, se je začelo dogajati tudi pri slovenskih nacionalnih projektih in držati ločeno obe dve praksi nima nobenega smisla. In z tega stališča je tukaj zelo nujno tudi to vrsto povezovanje izkušenj procesov. Tako da, gremo pa mogoče čisto iz osnove. Upam, da ne bo včasih preveč osnovne informacije, ampak nekje izhodišče moram podati. Pravi, kaj je odprta znanost, definicija je raziskovalni pristop, ki temelji na odprtem sodelovanju in poudarja čim prejšnjo in čim širšo izmenjavo znanja, rezultatov in orodij. Tukaj je že iz tega stališča vidno ta čim prejšo in čim širšo izmenjavo tako znanja kot rezultatov in orodij v procesu raziskovalnih spoznanj. In naprimer, če tu pogledamo nekaj bolj konkretno, to je tisto, kar bi nekako veljalo in tako za evropske projekte, kot za slovenske nacionalne projekte. V zdajšnjih variantih je to, da velja za njih, da se zahteva odprti dostop do znanstvenih publikacij. Pa gremo potem še bolj. To je prva in najbolj značilna varianta. Vsi raziskovalci so se že s tem srečali. Ni več novost na tem področju. Začenjajo spoznavati te zadeve, samo še nekaj treba bolj priti do zavesti. Druga varianta so raziskovalni podatki.
ki morajo biti ne samo odprti, ampak tudi deljeni na tako imenovani fair način. Fair način pomeni v tem smislu, da morajo biti najdljivi. Praktično vse to velja isto za publikacije, ne. To pomeni, da jim je treba dati takšne metapodatke, takšne trajne identifikatorje in podobno, da se nedvoumno najdejo, kjer pač so. Kjer pač so javno objavljeni, ne. Druga varianta je, da so dosegljivi, kar pomeni, da lahko vi bi imeli kakšne raziskovalne podatke pri sebi na inštitutih, pa bi rekli, kdorkoli se oglaša, jih lahko dobi, ampak ne, zahteva se, da so čim bolj dosegljivi, večinoma se tukaj gre preko različnih spletnih platform, preko HTTPS protokolov, tudi je dostop čim bolj jasen, dostopen. Z tega stališča je tudi zelo pomembno, da vemo, da se tukaj gre za raziskovalne podatke, seveda, ki so v digitalni obliki. Tretja varianta je, da so interoperabilni. Tukaj sta dve funkciji. Ena funkcija je tista zelo zahtevna funkcija, kako ene podatke prenesti iz enega sistema in potem dati v drugi sistem za nadaljnjo analizo, kar pomeni, da je dobro, da so v odprtih formatih in različnih taksonomijah in podobno, ki so javno poznate v posameznih vedah, ampak vedno pa to ne gre. Se pravi, ta interoperabilnost se večinoma nanaša na to, da morajo biti tako opremljeni z metapodatki, da se te metapodatki lahko in potem pa tudi nadljivost teh zadev lahko prenašajo med različnimi spletnimi platformami, kjer se dostopa, ne. In ta četrta je, da jih je možno ponovno uporabljati, kar pa spet pomeni, da morajo biti to formati in vrste zapisov, da so poznane raziskovalcem, ni nujno, da so vam poznane. Raziskovalci morajo to vedeti, na kakšen način te zadeve najbolj poznajo. Tega tudi podatkovni svetovalci vsi ne bodo mogli vedeti. Iz tega stališča tudi za podatkovni svetovalci dobro, na primer, da niso samo tisti, ki izhajajo iz samih knjižnic, ampak da je tudi tehnične osebe, ki pri tem se mogoče na te zadeve dosti bolj spoznati. Tretja varianta, kar je velja za slovenske in za evropske variante, ne, da večinoma sicer se govori samo o publikacijah, o raziskovalnih podatkih, vsak je to že slišal, vse so to zahteve, so specializirani repozitoriji za te vrste publikacij in podatkov, ampak hkrati se pa tudi zahteva, da so vse ostale rezultati raziskav dostopni. Po eni strani se to nanaša naprimer na mogoče na programsko opremo, ki je nastala v okviru raziskav in je tukaj treba zelo paziti, kako se te zadeve dajo pa vnašajo, ker naprimer ne gre se samo za mogoče za kakšne manjše programčke, ki jih raziskovalci napišejo v okviru, ko jih obdelujejo podatke, in je že splošna praksa, da se te zadeve naprimer delijo preko različnih Git repozitorijev in podobno, ampak tudi drugi večji programska oprema, ki nastane v okviru projektov. Hkrati seveda raziskovalci različne vede dajo, tudi razvijajo različne protokole, algoritme in podobno. In to se spet vse nanaša, ne. In glavna varianta vse tukaj pa je, sta pa dva procesa. En proces je, da ko se v odprtem dostopu morajo dati publikacije, se mora hkrati z njimi tudi vse tiste raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav, ki se nanašajo na raziskave v teh publikacijah, tudi za njih zagotoviti odprti dostop.
In tukaj je potrebno seveda, tukaj je večji tisti preskok pri miselnosti raziskovalcev, ki nimajo problema pri dojemanju odprtega dostopa do publikacij, najbolj poznano in najbolj večje, ampak tudi ves ta moment za ostalih zadev, ki mora biti ne samo pravilno potem pa navajanje in citiranje v člankih, ampak tudi jasno opredeljena, kaj je tisti del ostalih rezultatov raziskav, ki se nanaša na raziskovalne publikacije. Četrta varianta je, da se povsod zahteva odprte metapodatke. To je seveda tudi bilo že metapodatke, pomeni podatke o posameznih ali publikacijah, ali zbirkah raziskovalnih podatkov, ali programski opremi in podobno, ker brez tega ne bi bilo tiste najdljivosti teh variant. In te metapodatke morajo biti čim bolj enotni, čim bolj napisani na način, da omogočajo izmenljivost in podobno. No in zakaj pa se to zahteva? Tukaj sta tudi dva procesa, ki sta pri vsem, in pri naši slovenski nacionalni in evropski, seveda, kar je treba seveda vedeti, da naša nacionalna pravila izhajajo iz evropskih smernic in se na njih zelo navezujejo, zato tega ni nobeno naključje, da sta obe dve zadevi zelo med seboj povezani. Sta pa to, zakaj se to počenja. Po eni strani se gre za, da je transparentnost raziskovalnega procesa, po domače to pomeni, da če raziskovalci vse, ne samo publikacije, ampak tudi vse raziskovalne rezultate, ki so podlaga za te publikacije, dajejo v odprtem dostopu, ali čim bolj možen način v odprtem dostopu, bomo kasneje videli, je seveda s tem možnost preverljivosti raziskovalnih rezultatov v teh publikacijah in s tem večja transparentnost raziskovalnega procesa. To je eden ključnih elementov v vse tej zgodbi. Drugi ključni element pa izhaja iz interesa javnosti in rečemo in po domače rečeno, v politiki se bo v primeru odprte znanosti pogosto govorilo na način, da se bo reklo, financirano iz javnih sredstev, za tega je treba kar je financirano iz javnih sredstev, dati tudi javnosti nazaj, ne vsakdo koristi na način, da njemu to ustreza. To je tista politična odločitev, ki stoji za tem, in to je politična odločitev, ki je pogostoma potrebno naslavljati tudi v raziskovalnih prijavah, v strategijah in podobno. Je pa seveda, se pa to nanaša ne samo, da ti daješ nazaj, ampak ti daješ tudi nazaj na način, da so zadeve čim bolj dostopne, da ljudje, pa druga zainteresirana javnost, pa tudi drugi raziskovalci to znajo uporabljati, da ti ne vržeš samo nekih raziskovalnih podatkov v repozitorij na način, da noben ne bo vedel, kaj se dogaja, ampak moraš zagotoviti čim večjo dostopnost in ker s tem pa šele zagotoviš čim večjo ponovno uporabnost z teh rezultatov. Tega smo tukaj dol spodaj navedli kot ključne cilje: povečati dostopnost, preberljivost in učinkovitost raziskovanja. To so tisti trije, da rečemo temu, politični momenti, raziskovalno-politični momenti, ki se nanašajo na to dostopnost in imeti to v glavi pri pisanju prijav projektnih je en tistih izhodišč, ki pri tem zelo pomagajo. No, zdaj pa pridemo do tega, da smo govorili o odprtosti, ampak odprtost ni brezpogojna, ampak ima tudi svoje meje.
Nekaj se reče, da so zadeve odprte, kolikor je možno in zaprto, kako se že reče, in zaprto, ko je potrebno, ja. Kar gre, da resnica je takšna, da vsega raziskovalci tudi ne bojo mogli objaviti v odprtem dostopu. So različni razlogi, zakaj tega ne bojo mogli narediti in vsa ta pravila glede tega tudi to priznavajo, ne. In pravijo, ne, da te omejitve pa lahko izhajajo iz povsem različnih razlogov, na primer varstvo osebnih podatkov, raziskovalni podatki vsebujejo občutljive osebne podatke, kateri ne morejo biti razkriti in podobno, in je to upravičena varianta, da zadeva ni prosto dostopna kar v odprtem dostopu. Varstvo intelektualne lastnine je lahko nekaj zaščiteno z intelektualno lastnino, ne govorimo s tem samo intelektualno lastnino od samih raziskovalcev, ampak tudi tisto intelektualno lastnino, ki je bila uporabljena v raziskavah in lahko pride potem do kršitev. Lahko pridejo različni varnostni razlogi, na primer raziskava, ki je delana za vojaške namene ali pa kaj podobnega varnostne namene, za državno varnostne zadeve, je to tudi povsem upravičen razlog, tudi če bo to financirano iz javnih sredstev, iz Ministrstva za obrambo, na primer, to ni nujno, da je potem pol tudi v odprtem dostopu, ali pa posebej raznih varnostnih zahtev posameznikov, kot je, če na primer s tem ogrožaš ti posameznike, razkrivaš take informacije, ki bi lahko predstavljale grožnjo in podobno, ne. In še marsikaj drugega, kar bi lahko se nanašalo na tretje vrste zakonodaje. In tukaj pa pridemo do glavne poante tega. Se pravi, večinoma se te izjeme nanašajo na raziskovalne podatke in tudi na primer na ostale rezultate raziskav, tudi na programsko opremo in podobno. Ampak, da boš ti samo rekel, to pa ni mogoče imeti odprto, ampak mora biti zaprto pod takimi pogoji, ne bo nič veljalo, ampak moraš ti obrazložiti v tako imenovanih načrtih ravnanja z raziskovanimi podatki, to je tisti reči data management plan, ki zdaj postaja v evropskih projektih je že, v ARIS projektih pa postaja sestavni del vse te dokumentacije, ki jih je potrebno pripraviti pri samem izvajanju projektov. Ne bi se zdaj spuščali v tem predavanju, v te načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, ker tukaj v tem primeru bi se res raje usmeril na strokovnjake, ki se to spoznajo in tisto, kar sem na začetku predavanja omenil, in je v tem kontekstu tudi zelo nujno, da te strokovnjaki tudi sodelujejo skupaj z raziskovalci. Raziskovalci bojo mogli veliko vedeti o tem, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki pa še toliko več, ampak v okviru upravljanja projektov je seveda zelo nujno, da so te načrti narejeni čim bolje in v primeru, če prihaja do teh izjem, ki se lahko nanašajo ne samo varstvo podatkov, tudi etiko, integriteto in podobne zadeve, ki so v projektih zelo pomembne, da je to zelo skrbno pripravljeno, ker je šele to potem pa tista podlaga za izjemo do odprtega dostopa, ki pa je v velikih primerih zelo odvisna, zelo upravičena. No, ampak zdaj pridemo pa do naslednjega, ne. V primerih utemeljenih izjem mora biti raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav, kadar je to mogoče, vseeno nekako odprto dostopni, na primer ali v anonimizirani obliki ali pa nadzorovano omejen dostop. To pomeni, če imamo mi tam občutljive osebne podatke, ni nujno, da damo potem podatke v repozitorij, kjer
ki vsebuje občutljive osebne podatke, ampak jih na primeren način s primernimi tehnologijami anonimizirano, ali pa so še kakšni drugi postopki, ki so za druge vede, pa jih jaz mogoče ne poznam, tudi temu primerni. Ta druga oblika pa seveda nezavarovano omenjen dostop, da vi rečete, da to ni možno imeti odprti dostop, da je odprto objavljeno, to še ne pomeni, da pa s tem ni mogoče ostalim raziskovalcem pod določenimi pogoji, ki ne kršijo vseh teh izjem, omogočiti nadzorovanega odprtega dostopa do teh podatkov. In te elemente seveda potrebno tudi omeniti noter v te zadeve. In so seveda potem spet zelo specifične zadeve, vedno odvisne od posameznih ved, specifik projektov in podobno. Če pa tudi to ni, je pa glavna varianta, da pa morajo pa biti vedno pa vsaj metapodatki dostopni. Kar pomeni, da nekje mora biti vsaj zaznano, da so te raziskovalni podatki obstajajo. In se potem lahko po drugih mehanizmih dostopa do teh podatkov. So tukaj ene razlike med evropskimi pravili pa med slovenskimi pravili. V tem primeru so evropske majčkeno bolj široke, bolj odprte kakor slovenska. Ne vem, kam bo praksa peljala, ki jih bom pol na koncu omenil. No, bi pa začeli vseeno z slovenskimi pravili, ker je mogoče bilo za vas lažje v obratnem smislu, ampak iz same predstavitvene variante bo mogoče lažje so to razumeti. Način, kako se je, na primer, evropske smernice, kar se je šlo za smernice, prinašalo potem tudi v nacionalna pravila. V Sloveniji je pač tako, da je že od sprejetja novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, tam od konca leta 2021 velja odprta znanost, nekje od 40. do 42. člena vmes so zadeve tudi dopolnjevale ob zadnji noveli, tudi na način, na primer, da izjem za čim lažjo uporabo drugih raziskovalnih podatkov v raziskovalne namene in podobno, kjer so določene izjeme v primerjavi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, potem omogočajo lažjo dostopnost teh podatkov za raziskovalce in podobno, da se te zadeve vedno med seboj kar dosti mešajo. Ampak ja, to je bila tista osnova. Na to osnovo je bila potem sprejeta tista alfa in omega uredba o izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, ki je tudi eno manjšo spremembo vmes doživela in bolj nadrobno opredeljuje vse tisto, kar se nanaša na odprto znanost. In zdaj so se te potem, ko je bilo to 23. leta sprejeto, se je šele postopoma začelo vse to, kar je opredeljeno v teh uredbah, tudi v praksi izvajati in zadeva še šele počasi uveljavljala. Ni bila to zadeva, ki je bila uveljavljena čez noč. Tretja varianta, ki pa se ponavadi pozablja, pa bi jaz zelo rad izrecno opozoril, pa je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki tudi v tej novi verziji od leta 23, tudi se ne smotim, ta je bila ta informacija javnega značaja, te spremembe iz evropske zakonodaje so bile implementirane v slovensko zakonodajo šele potem, ko je bil ZRID sprejet v Sloveniji. Ampak tukaj majčkeno bolj na široko podeljujejo te raziskovalne podatke in je praktično dostop do raziskovalnih podatkov preko informacij javnega značaja veliko bolj odprt in svoboden, kakor pa pri tem. Bi rad opozoril na to, da sta praktično tukaj
na to zadevo nanaša še ena zakonodaja in ni potrebno biti presenečen, če se bo kdaj kdo hotel kakšno varianto preko tega. Ampak to velja samo za raziskovalne podatke. No, glavna značilnost vse tega zakonodajnega varianta je, da naj bi odprti dostop veljal za javno sofinancirane raziskave in v tem primeru je v zakonu o znanstveno-raziskovalni in medicinski dejavnosti točno opredeljeno, da se gre za sofinanciranje z javnimi viri najmanj v višini 50%. To je pa tudi v uredbi pa notri opredeljeno. Ta zadeva je takšna, da če primerjamo to z evropskimi projekti, evropski projekti so tako in tako večinoma tudi financirani iz javnih virov in nekaj v slovenski varianti tudi velja, da niso javni viri samo tisto, kar raziskovalne inštitucije dobijo iz ministrstva, iz agencije in podobno, ampak so vse javni viri, ki izvirajo iz javnih delovanja, se pravi tudi sredstva ostalih ministrstv, občin in podobno, kar se, ne bom spomnil, drugih javnih organizacij in podobno. Vse tisto, kar je to, in če je kakšen projekt financiran preko tega, več kot 50%, morajo biti te rezultati potem pa temu dostopni. V tem kontekstu sem lahko opozoril, kaj pa je s temi projekti, ki pa mogoče niso financirani povsem iz tega. Ni tukaj še nobene prakse, kako se bo to dogajalo. Prakse je pa na primer iz zakona o dostopu do informacij javnega značaja in dostopanja do tega iz tega varianta, kjer je tudi opredeljeno, da mora biti odprto tisto, kar je financirano iz javnih sredstev. Tukaj pa ni opredeljen odstotek tega financiranja, ampak je opredeljeno samo iz javnih sredstev katerihkoli. V tem primeru tudi iz evropskih javnih sredstev. Isto kot prej. In v tem kontekstu, če je neki projekt se izgovarjal, da zadeva ne more biti odprta, je moglo biti povsem jasno, da se tukaj gre za tržne projekte, financirane preko tržne dejavnosti. In glavni pogoj tukaj je, da je razvidno, na kakšen način je financirano iz tržne dejavnosti in da ta tržna dejavnost, kar je tudi zahteva čisto vsa naša računovodska pravila, mora biti točno ločena od javnih virov, mora biti zato zagotovljeno na primer tudi overhead in podobne zadeve, vsa infrastruktura in v tem primeru se bo to potem pa imelo za izjemo. Veliko prakse na tem področju pa še ne. Potem je seveda druga značilnost, je obvezen odprti dostop do znanstvenih publikacij, kar je splošno pravilo. Potem je deponiranje teh znanstvenih publikacij v zaupanje vredne repozitorije, najkasneje objavi. Malo hecno zveni, ampak je lažje razumeti, da tukaj se ne gre za to, da se bo reklo, zdaj je nekdo iz projekta izdal članek kot rezultat projekta v reviji. Je plačal article processing charge za odprti dostop, je celo plačal 2000 €, članek je v odprtem dostopu objavljen. Tam pa tam pri tej reviji. Ampak ne, zahteva se izrecno, da mora biti tisti članek podan tudi v repozitorij, ki je zaupanja vreden repozitorij. Bomo prišli potem kasneje do tega, kaj to so. Ni pa nujno, da on da samo ta članek, naprimer lahko pa tudi je tako, da izda v reviji
ki je ne pod odprtim dostopom, ampak mora biti pa prej dogovorjeno, da je tista verzija recenziranega rokopisa, ko jo on dobi nazaj potem, ko je bila recenzija že opravljena, ima on dovoljenje od revije, da lahko to verzijo on objavi v repozitoriju. In s tem že on izpolnjuje pogoje. Se pravi, ni nujno, da je na končni rezultat objave, da je končni rezultat tega procesa, da mora biti članek nujno v odprtem dostopu, lahko je že tisti preprint varianta v odprtem dostopu, obvezno pa v zaupanje vrednem repozitoriju. To je kar ena teh pomembnih razlik, ki se je potrebno zavedati, ker je to tudi potem pa vpliva pri vsakih teh izpolnjevanju pogojev financiranja. Potem je zelo pomembno, da morajo biti te članki, publikacije, tudi če so bili kakšni raziskovalni podatki, ki so se na njih nanašali in so bili proizvedeni v tem smislu v okviru tega projekta, morajo biti tudi v odprtem dostopu pod temi pogoji, kot sem prej rekel, če so ali pa ne morajo, ali pa tudi druge vrste raziskav. To je tudi klasika, ki se jo zahteva. Potem je zdaj tudi za slovenske projekte velja obvezen načrt, da je potrebno pripraviti načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. To je zdaj začelo veljati še naprimer v ARIS razpisi šele zdaj s temi novimi razpisi, ki so se začeli marca financirati, in te bojo prvi, ki bojo mogli pripravljati te načrte, za razliko od evropskih projektov, kjer pa je že to velja že od začetka izvajanja Obzorja Evropa. Za vse, ne? Prej pa so bili tisti pilotni projekti. Tudi v tem primeru se velja ta načela FAIR podatkov, velja načelo odprti podatki, kolikor mogoče, zaprti, kolikor je nujno, da smo prav prebrali. In zadeve so priporočljive, niso pa nujno predpisane, da mora biti pod čim bolj odprtimi licencami. Najbolj odprte pravne licence odprtega dostopa so Creative Commons, ki jih je več vrst in naprimer nekako se zahteva, naj bojo te licence čim manj restriktivne. To pomeni, da raziskovalci s tem ne prenašajo svojih avtorskih pravic, kot so jih včasih prenašali v okviru tega na založbe, pa so obdržali naprimer svoje moralne avtorske pravice ali pa v različnih načinih so bili te prenosi, ampak oni še vedno obdržijo te avtorske pravice in jih pa dajo na voljo javnosti. In v tem tista najmanj restriktivna varianta, ki je v slovenski, ki je v skladu s slovensko zakonodajo, je Creative Commons by, se pravi, da morajo vsi, ki potem pa to uporabljati, vedno navajati avtorja teh prvotnih publikacij ali pa tudi raziskovalnih podatkov. So pa še potem pa druge variante, ki ne bi bile. Ta zadnja, zelo pomembna varianta, ker je bilo okoli tega zelo veliko govora, so pa tako imenovane hibridne revije. Hibridne revije pomeni, da sem prej povedal, da članki, da ni nujno, da je objavljeno v članku, ne? Lahko je v zaprtem članku objavljeno, če tisti preprint pa objavljen na repozitoriju, ne? Ampak zdaj pa pridemo do financiranja. Tebe nič ne omejuje, da objavljaš tudi tako imenovanih zaprtih, ali pa hibridnih revije, hibridna revija v tem primeru, da objavlja in članke v odprtem dostopu, ti plačaš in zaprte članke, ampak ti pa ne moreš uveljavljati to objavo, ki so lahko včasih tudi 1000 evrov draga zadeva, kot upravičen strošek svojega projekta. In po eni strani pravijo, aha, to ni možno je,
to, ampak morate pa nekje zagotoviti si sredstva iz nekje drugje. Kar pa seveda je praktično nemogoče v velikih primerih in je to neke vrste, in ta pravilo velja tudi za evropske projekte, ne? In je to neke vrste tista demotivizacija, da se uveljavlja bolj v zaprtih dostopih, hkrati pa spodbujanje, da raziskovalci objavljajo bolj odprtem dostopu, v čim bolj odprtih publikacijah. V Sloveniji pa velja ta izjema, ki je bila podaljšana, da je to upravičen strošek objavljanja v teh revijih tudi iz projektov do 30.6.2029. Okay. Potem odprta znanost nekako ne more delovati, če ni zgrajena nekaj mislim, lahko deluje, zato ker je že delovala tudi prej. Prej se tudi omenilo na začetku, da je veliko teh praks odprte znanosti se je razvilo iz praks delovanja različnih raziskovalnih skupnostih. Nekatere so že prej bile dosti bolj odprta, druge manj, in te prakse so se potem pa začele prenašati pa tudi drugam, se razvijati in podobno, ne? Ampak da pa ti hočeš po eni strani prisiliti vse, da se držijo teh praks, pa moraš zagotoviti ene pogoje, da oni lahko na ta način tudi lažje deluje. Zdaj ga je dobro vedeti, kje so tisti mehanizmi, ki raziskovalcem pa projektom olajšajo spopadanje s temi zahtevami, ki izhajajo iz odprte znanosti. Ta postopno sprejemanje odprte znanosti, kot sem prej omenil, v Sloveniji je tudi, ni naključje, ampak je tudi namenska, ne? Ni bilo to rečeno, zdaj pa bomo iz tega datuma naprej bojo mogli biti za vse tako, za ostale nič in ni. Zato, ker se vzgojna politika zelo dobro zaveda, da je treba neke mehanizme šele vzpostaviti, ne? Z tega stališča so že 2021 zapisali resolucije o znanstveno-raziskovalni strategiji Slovenije, kako naj bi se zastavili odprti dostop, politika odprtega dostopa do leta 2030, se pravi dolgoročna varianta. Na to je bil sprejet en zelo obsežen in nadroben akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo. Tisti od vaših kolegic, ki so na primer vpleti v različna poročila javnih raziskovalnih zavodov, ta letna poročila na ministrstvu, ki zelo dobro vejo, da morajo v teh izpolnjevanju akcijskega načrta vsako leto zdaj poročati v enih zelo minucioznih tabelah in se lahko vidi, koliko teh ukrepov je, ampak tukaj bi jaz naštel mogoče samo tiste, ki pa resnično pridejo mogoče tako na prvo žogo zelo prav tudi vsem, ne. Po eni strani se je rekel, izhajamo iz projekta Spoznaj, kjer je bil ena njegovih glavnih nalog, da se usposabljajo tudi podatkovni svetovalci. Kar po domače pomeni, iz vseh vaših inštitucij so šli ljudje na ta usposabljanja in vi bi mogli imeti podatkovne svetovalce, na katere se je treba v teh primerih nujno oziroma obrniti, zato ker ne bi bili oni, tako da praksa pokazala naprej, kaj se bo dogajalo, je druga stvar, ampak oni tisti, ki ne bi imeli potrebna znanja za ta proces, ne. Se pravi, te raziskovalce pri nas, na primer, je to, da pomagajo pri pripravi načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, da pomagajo pri identificiranju revij, v katere naj se objavlja v skladu z zahtevami odprtega dostopa, da pomagajo pri pridobivanju vavčerjev, da v skladu s projekti stroškov, ki s tem nastajajo, pa še marsikaj bi se našlo. Ampak to so nekje tiste glavne variante, ki so zelo pomembne pri samem izvajanju projekta in tudi seveda pri pisanju projektnih prijav, zato ker če se ve, da je tam ena infrastruktura obstaja, se potem pa lažje sklicuje samo na infrastrukturo in ni potrebno nekaj dodatnih mehanizmov
nadzora in podpore izvajati. Uradno je ustanovljena tudi Slovenska skupnost odprte znanosti, v okviru katere se to vse skupaj dogaja. In so tudi večina inštitucij, po mojem so tudi vse naše inštitucije, ko so v tem konzorciju vključene notri in se dobivajo tam dodatne informacije. Marsikatero, kar sem zdaj jaz povedal, je tudi posledica teh informacij, ki se dobijo v okviru te skupnosti. Za dodatne informacije je zelo dobra ta odprta knjižnica, ker ne bi bili na njej prisotni tudi strokovnjaki, ki bi lahko zastavili kakšna bolj specifična vprašanja in bi oni morali odgovoriti. V Sloveniji tudi obstajajo zaupanja vredni repozitoriji za naše javne raziskovalne zavode, ki smo tukaj tudi v konzorciju, je na primer DIROS, tisti, po moje smo že vsi imeli podpisan, ki ga upravlja Centralna tehnična knjižnica, imamo vsi podpisane pogodbe za to, da lahko tam oddajamo članke in raziskovalne podatke. Se pravi, če se ne ve, kako in kaj je to, prva točka, če raziskovalci vprašajo, kam pa naj zdaj to damo, brez problema DIROS. Tudi za evropske projekte. Potem je vzpostavitev 2 ločnih podatkovnih centrov, velika naložba na Arnesu, ki se bo izvajala, in vse skupaj ne bi bilo pa vpeto v Evropski Open Science Cloud. Zdaj pa gremo na evropski del, je pa to, da se je marsikaj spremenilo iz obzorja 2020 na obzorje Evropa, seveda, prej so, zdaj pomeni, da ni več tisti samo pilotnih projektov, zdaj so vsi te projekti, ker je to notri dano, strožja pravila za repozitorije, licence, zahteva se veliko bolj za to fair načela pri uporabi in podobno. Prej, kar je bilo tisto poskusno, je zdaj obvezno. No, in tudi tukaj imamo podobne elemente, kakor so jih prej bili, ker sem rekel, ker so tudi slovenske zadeve izhajale iz teh. Vsa ta pravila, ki pa so dosti bolj lahko natančna in raznolika v primerjavi z slovenskimi pravili, in jih je potrebno tudi dosti bolj pazljivo prebrati pa analizirati, pa izhajalo seveda iz pogodbene obveznosti, ki je bila podlaga za vzpostavitev programa Obzorje Evropa in že tam notri deklarativno napisana odprta znanost kot podlaga tega, pravna podlaga, potem pa imate tisto, kar dobro poznate, Grant Agreement pa Model Grant Agreement. V 17. členu so te zadeve notri. Ampak zdaj pa pridemo do enega pomembnega razlika v primerjavi s tem slovenskim. Po eni strani imamo tukaj na levi strani obvezne prakse odprte znanosti. Tiste, ki so zelo sorodno temu, kar sem zdaj na dolgo in široko razlagal. Praktično ni večjih razlik. Se pravi, da je odprti dostop do obvezen odprti dostop do recenziranih publikacij. Tukaj ne govori o znanstvenih publikacijah, tudi o recenziranih publikacijah, ampak biblioteke bi rekli, da je to eno in isto, po nadpisi pravili. Potrebno je deponiranje v zaupanje vredne repozitorije, isto. Takojšnji odprti dostop v objave, isto. Fair raziskovalni podatki, isto. Obvezen načrt ravnanja raziskovalnimi podatki, data management plan, isto. Odprti metapodatki, tukaj pride ena manjša razlika, tukaj se priporoča Creative Commons Zero, ki pa v slovenski zakonodaji ni mogoč iz preprostega stališča, ker ta SS Zero pomeni, da se tudi mineralnim avtorskim pravicam avtorji odpovedo, kar v slovenski zakonodaji ni mogoče, ampak če bojo dodal to zadevo tudi SS Zero notri pri objavi, praksa je taka, da noben ne gleda tega. Tako da. Isto, načelo podatke odprti, koliko je mogoče, zaprti, koliko je treba.
v primerih ena od zadev je, ki je pa tukaj zelo pomembna, ne. Izrecno je zahtevano, da v primeru različnih izrednih razmer, kar je opredeljuje financer, in če to zahteva, je potrebno zagotoviti takojšen odprti dostop. Ne samo do tistih odprtih zadev, ki so nastale v okviru projekta, ampak tudi v okviru rezultatov, ki so zaradi različnih razlogov vseeno še zaprti. To je ta zadeva, ki v slovenski varianti ni. In v slovenski varianti je to prehodno obdobje, tukaj pa je, da objave v vidnih revijah niso upravičen strošek teh projektov. Poleg teh nekako obveznih zadev pa so v okviru evropskih projekti še element, ki se mi reče priporočljive prakse odprte znanosti. Tega do zdaj jaz nisem govoril, ker tudi v slovenski varianti se to šele razvija, ampak tukaj na primer je nekako to nasplošno opredeljeno kot vključevanje vseh pomembnih akterjev na področju znanja, da je treba nasloviti v okviru odprte znanosti tudi to in je to celo priporočljivo, da se na en način naslovi. Večinoma se to velja za različne prakse tako imenovane občanske znanosti. V tem primeru se jasno čuti razlika med primerjavi s slovenskimi variantami. Tukaj je občanska znanost, če vpeljete v projekt, sestavni del teh projektov, če tako mislite in se zahteva, da se. V Sloveniji je ta zadeva še tako na začetku, da so začeli spodbujati projekte občanske znanosti s tem, da so naredili ločene razpise, zdaj so bili ta drugič, za občansko znanost, ki pa se morajo biti vezani na obstoječe projekte. Se pravi, ne sestavni del projekta, obstoječe projekte, ampak ločeno financiranje. Tukaj je tisto, če se boste tukaj odločili za občansko znanost raziskovalci, da bo sestavni del projekta in seveda so vrsti projektov, kjer je to zelo priporočljivo, pa tiste, kjer seveda ni toliko nujno ta zadeva. Potem je priporočljivo, da se opiše različne prakse zgodnje odprtega deljenja raziskav njihovih rezultatov, ki presega okvire publikacij. Naprimer, prej se je govorilo, da so raziskovalni rezultati lahko izvirajo tako, da takrat, ko je publikacija, dajte še prej še te raziskovalne rezultate. Ampak to vas ne obvezuje k temu in to je dobra praksa, če te vi znotraj projekta že takoj, kakor je možno, že po prvih 2 letih neke raziskovalne rezultate že date v odprtem dostopu in jih potem šele čez 2 leti potem pa nastanejo tudi posamezni članki v tem. Tretja varianta pa so tako imenovani odprti recenzentski postopki, ki so lahko zelo različna verzija, ampak je pa najbolj rezultira ta zadeva v tem imenovanju Open Research Europe. To se vrnem kasneje. Je pa v primerjavi z ARIS projekti še ena zelo pomembna razlika pri tem. Ko bi na primer raziskovalci oddajajo, čeprav vse zahteve so iste, ampak je tisto, kako resno se zadeve po svoje jemljajo. Pri evropskih projektih se jemljajo resno. So ne samo, da v slovenskih ti niti ni potrebno kaj potirano omenjati odprte znanosti pri prijavljanju projekta. Je to pogoj, ki ga moraš izpolnjevati potem. Pri evropskih projektih moraš pa to zadevo nekako nasloviti pri metodologiji projektne prijave. In je to ta sestavni del, to je tisti ključna varianta, ki pa je seveda spet brez naslavljanja na ta strokovnjake za odprto znanosti, se bo težko naredilo. In tukaj pridemo do tega trikotnika teh strokovnjakov, raziskovalce, ki je idealno, da so te zadeve nekako skomunicirane. In tudi drugače je v samih prijavah notri zelo priporočljivo, zato ker baje so, jaz ne vem,
koliko, ampak baje je to, so tudi navodila recenzentom, ki pregledujejo prijave, da so pozorni na to. Naprimer, pozorni naj bojo, ali so takrat, ko se pri raziskovalcih pa njegovih profilih navajajo kakšne publikacije, ali so te publikacije tudi potem pa trajni identifikatorji zraven. Da jih oni seveda pridejo do njih, da jih vidijo, ali so to različni identifikatorji, handle identifikatorji in podobno. Ne? Zelo je priporočljivo, da se tistih do 5 tistih reprezentativnih publikacij, da so v odprtem dostopu. Ne? Pri kriteriju odličnosti je priporočljivo, da se pojasni, kako se bo pri projektu upoštevala praksa odprte znanosti. Ali tako tiste obvezne, ali pa te priporočljive, ki so zraven. Če so te priporočljive zraven, še toliko bolj, ampak je spet to zelo odvisno od vrste razpisa, od projektne prijave. Tukaj je velika variacija, tukaj ni nobene zadeve, ker je ni samo projekti med seboj so različni, ampak tudi prijave, projektni razpisi so zelo različni glede tega in teh različnih zahtev in se potem pa to na ta način potrebno različno naslavljati. Potem se lahko dopiše pretekle izkušnje, če imaš tam se pohvalite z preteklimi izkušnjami pa referencami na področju odprte znanosti in ali se namerava to vključevati še drugo javnost, kar je seveda spet ena od teh politik, ki je zelo priporočljiva, ker v tem namenu. Ne? Potem se tudi na evropski ravni spostavlja ena podporni, kot sem rekel, pri nas se spostavlja, tudi na evropski ravni spostavlja ena podporna infrastruktura za odprti dostop, ki se stalno spreminja, dopolnjuje, so uspešni poskusi in so neuspešni poskusi, tako bom rekel. In eden od teh zadev, ki se bo v zadnje čase spet začelo veliko govoriti, je Open Research Europe, ki je sestavni del European Open Science Clouda, to pa je platforma za objavo evropsko financiranih raziskav v okviru Obzorja Evropa. Se pravi, ni potrebno raziskovalcem iskati revije, kjer bi to objavili v odprtem dostopu in hkrati pri tem še plačati, lahko objavijo na tej platformi, zdaj še kot zastonj, zaradi tega kot del projekta evropskega še vedno. Morajo podati nižjo to licenco BAET, slediti tiste raziskovalne podatke in podobno. Glavna razlika pa je, da, kot sem prej tukaj rekel, odprti recenzentski postopki, tisto spodaj desno, da tam poteka odprti recenzentski postopek, to pomeni, on objavi, je že objavljeno, se že šteje, da je to objava. Šele potem se naknadno pride do recenzije 2 ali pa tudi več recenzentov, in te recenzije so javne in avtorji se morajo na te zadeve potem pa tudi odzvati in potem se lahko zgodi, da so ena zadeva je takšna, pripravka druga je takšna. Tukaj so še zanimivi mehanizmi, ki bojo tukaj prišli do objave in ena glavnih novic pred kratkim je, da se vzpostavil večji konzorcij financerjev raziskovalnih dejavnosti, nacionalnih, med njimi tudi ARIS, mislim, da so skoraj vse evropske države in so se pridružile temu, kar pomeni, po novem bo od jeseni nekje možno tudi brez stroškov objavljati na tej platformi tudi tisto, kar je v okviru nacionalnih raziskav. To bomo videli, kako bo funkcioniralo. Tukaj so še veliko raziskav, neraziskav na področju, knjižničarji bojo zelo veseli, pa tudi založniki bojo zelo veseli, narekovajo. Tudi naši domači narekovajo. In zdaj pa na hitrico samo en mali povzetek tegale, ker sem si preveč časa vzel, kot sem si mislil, je to. Kaj je podobnosti med to evropsko in slovensko prakso odprte znanosti, je to, da seveda se zahteva dostop do publikacij. Povsod zahteva uporaba repozitorijev, fair podatki morajo biti, načrti upravljanja raziskovalnih podatkov, so različni formati teh načrtov, ampak se ne bi spuščali v to zadevo.
Zdaj, metapodatke morajo biti odprti. So opredeljene načela odprtosti z nekimi izjemami, ne. Razlike pa so ta, da so pri obzorju Evropa so zelo natančne pogodbene obveznosti in je seveda zelo odvisno ne samo od projektnega razpisa, ampak tudi tistih podpisanih pogodb pod financiranjem, ki so podane, in je to v tem primeru veliko bolj natančno opredeljeno in zelo specifično za posamezne projekte, kakor pa na podlagi slovenske zakonodaje, kjer je samo en širši nacionalni regulativni okvir. Pri evropski so tudi zelo natančna pravila za skladnost teh, to najbolj pojasniti. Pri slovenskem so ta infrastrukturna je mogoče celo ta podpora dosti bolj razvita in se bi izplačalo vam tudi za evropske projekte to infrastrukturo, ki je bila za slovensko nacionalno varianto razvita, tudi izkoriščati za evropske. Pri evropskih objavah rednih revijah ni upravičen strošek že zdaj, v Sloveniji prehodno obdobje do srede leta 2029. Pri evropskih se upošteva odprta znanost pri projektnih prijavah pa evalvacijah projektov in je to sestavni del projektov in za tega stališča se to veliko bolj pomembno. Pri ARIS projektu, zdaj, kaj sem danes napisal, je to zdaj trenutno samo še deklarativno, je tudi javno povedano bilo, da je to zdaj deklarativno, noben ne bo preveril načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki morajo biti v vsakem primeru javno objavljeni, ampak tudi noben tega ne bo porekal pa podobno naprej, ampak smatramo, da je tudi to neke vrste prehodno obdobje, ki bo tudi v tem primeru sledilo praksi, ki se na evropski ravni uveljavlja. Pa še ena zelo pomembna zadeva, pri evropski so podatki ostanejo zaprti, če je zagotavljanje odprtega dostopja v nasprotju z zakonitimi interesi upravičencev, vključno s komercialno izrabo. Se pravi, če nekako opredeli se v projektu, da je predvidena neka komercialna izraba teh rezultatov in to se upravičeno opredeli in obrazloži v načrtu, ne samo v prijavi projekta, ampak tudi načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki, je lahko to na ta način tudi ostaja zaprto. V Sloveniji te možnosti nekako ni izrecno naslovljena in ne vem, kako se te zadeve križajo med seboj. To bi bilo z moje strani. Zelo veliko vem, ja, ampak nikoli ne vem, koliko vam je poznanega, no, koliko so splošne zadeve. Glavni je ta občutek, da je ključna je zdaj vzpostavljanje navezave med projektnimi pisarnami pa s temi deli infrastrukture odprte znanosti, ki se je začela na nacionalni ravni razvijati. In mislim, da je tukaj zdaj reklama za ta del bila danes podana, ker veliko tega znanja, veliko teh zadev, ki so se tukaj razvijala in so zelo sorodna tem evropskim zadevam, se lahko med seboj izlaja.